Vaša ekscelenca, Lukasz Praprotny, odpravnik poslov Veleposlaništva Republike Poljske v Sloveniji, Your Excellency, Lukasz Praprotny, Charge d'Affaires, the Polish Embassy in Slovenija, spoštovani gospod Berto Menard, župan občine Logatec, spoštovani gospod Šimon Bialek, konzul Republike Poljske v Sloveniji, dear Mr. Šimon Bialek, konzul of the Republic of Poland in Slovenija, spoštovani gospod Hamdi Rekvika, konzul Republike Kosovo v Sloveniji, dear Mr. Hamdi Rekvika, konzul of the Republic of Kosovo in Slovenija, spoštovani gospod Boris Hajdinjak, direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, lepo pozdravljeni, vsi skupaj v imenu Parka vojaške zgodovine. V ponedeljek, 9. septembra, je minilo natanko 80 let, kar je v okviru spopadov v Varšavski ustaji padal France Punčuh iz Logatca. V Parku vojaške zgodovine smo veseli, da smo lahko predstavitev njegove zgodbe uvrstili v okviru zgodovikenda, ki predstavlja naš osrednji dogodek, ali bolje rečeno cel sklop dogodkov. Iskrena zahvala za to res že vnaprej partnerjema te predstavitve, Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in pa Veleposlaništvu Republike Poljske v Ljubljani, s katerim nas veže že cel kup projektov. Naj izpostavim aktualno razstavo v Varšavski staji, ki smo jo odprli za letošnjo poletno muzejsko noč in ki bo, glede na veliko zanimanje obiskovalcev, brez dvoma prispevala k boljšemu poznavanju te tematike in tragične zgodbe poljske zgodovine. Glede na to, da je bil gospod France Punčuh iz Logatca, pa bi k uvodni besedi povabil kar župana občine Logatca, gospoda Menarda. Prosim. Prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zelo vesel sem, da se ime Franca Punčuha nekako potegnilo ven iz praha in ga dalo na pedestal, da se bo počel svetiti. Kajti človek, ki je reševal ljudi in potem zato dal tudi življenje, je nekaj, kar bi moral vsak v sebi čutiti, da je treba pomagati sočloveku. Danes tega čuta v tem našem norem svetu ni. Vemo, koliko sredstev se daje za to, da se enega človeka v bolnici pozdravi, koliko pa je vredno 100 ljudi ali 1000 na fronti. To je velika razlika. Vesel sem, da je Franc Punčuh nekako prišel na pedestal. Ko so me pred leti poklicali iz izraelskega veleposlaništva, sem bil kar malo v zadregi, slišal sam za Punčuha, nisem pa vedel točno, kaj je. Hitro sem se dal potem podučiti, takrat je bil še živ predsednik skupščine Anton Antičevič, ki je bil sošolec njegove sestre. Oče od Franca Punčuha je bil ravnatelj, pa tudi župan v tistih časih. Tako da imajo tudi grob in velik del njihovih sorodnikov je pokopanih v Logatcu. Par let nazaj smo postavili tudi Francu Punčuhu obeležje v Logatcu na šoli, v kateri je bil njegov oče ravnatelj, in tudi obeležje v Varšavi. V naslednjem letu nameravamo, ker je bil takrat COVID, nismo mogli narediti nek izlet, obisk, malo širši, morda za en avtobus, da obiščemo ta del, da se na nek način poklonimo tem človeku, kajti to so ljudje, ki bi morali biti nam vzgled, da da svoje življenje, da reši drugega. Čeprav se danes to pozablja in je zelo malo v ljudeh tega, da se razdajajo za druge. Danes je v porastu egoizem in iz tega je tudi toliko gorja na svetu. Zato bi bilo treba, tako kot je Franc Punčuh ali drugi taki somišljeniki, jih bolj izpostaviti ven, izgladiti, da se svetijo in da dajo tisto ljudem vedeti, da je človeško življenje neka svetinja. Še enkrat hvala lepo vojaškemu muzeju v Pivki, da ste to dali na svoj repertoar, da bodo ljudje o tem slišali in verjamem, ko smo se tudi z direktorjem pogovarjali, da bi na to zgodbo morda naredili neko knjigo, da bi lahko tudi ljudje o tem brali in skozi to tudi dobili nek občutek do soljudi
in kaj so naši predniki vse dali, da bi se ohranila neka pravičnost, svoboda in tudi neka kvaliteta življenja. Hvala lepa. Hvala, gospod župan, za nagovor, za lepe misli. Obeležitev spomina na Franceta Punčuha je del obeleževanja spomina na Varšavsko vstajo. Gre za eno tragično in junaško zgodbo poljske zgodovine. Zato bi povabil odpravnika poslov Veleposlaništva Republike Poljske v Sloveniji, gospoda Lukaša Praprotnika, da kratko predstavi zgodovino Varšavske vstaje. Predstavitev bo v angleščini, ampak mislim, da bomo bolj ali manj razumeli. No, prosim, gospod Praprotnik. Good afternoon. Thank you to Director Janko Boštjančič and to the Museum of the Military History Park in Piłka for today's meeting. We are honored by the presence of the Mayor of Logatec, Berto Menan, here on this occasion, and I'm really thankful to Director Boris Hajdiniak of the Cultural Center Synagoga Maribor for his involvement in the production and presentation of the movie, which we are about to see today on France Punčuch, who has been granted the title of Righteous Among Nations for his assistance to the Jewish population in Warsaw, where he lived during the Second World War. And we commemorate him on this occasion particularly because on the 9th of September there was the 80th anniversary of his death during the Warsaw Uprising 1944. I'm grateful for this opportunity also to draw your attention to this historical event, which you can learn more about thanks to an outdoor exhibition here at the museum between the pavilions B and C. It has been it has been prepared by the Museum of Warsaw Uprising of the Polish Cultural Institution and opened already before the celebrations of the 80th anniversary of the uprising this summer by Ambassador Krzysztof Oleński, together with Director Janko Boštjančič at that time. We need to know that after the invasion of Poland in September 1939 from the west by Nazi Germany and from the east by the Soviet Union, Poland was occupied and divided between those totalitarian states. Then in 1941, after the Hitler's attack on Soviet Union, the whole territory of the pre-war Poland became German occupation. Starting in 1943, the Eastern Front was approaching Poland's borders with Soviet army advancing from the east and German army retreating towards the west. As this front was approaching the pre-war borders of Poland and then the demarcation line between the former German and Soviet occupation zones, Polish resistance, which was organized as an army, so-called Home Army, Armia Krajowa, was pursuing the so-called Operation Storm, Operacja Burza, which meant that not waiting for the so-called liberation by Polish lands by the Soviet army, the Polish resistance takes arms, fights against Germans, takes control of their cities, and then stands opposite the Soviet troops and Soviet administration
as the Polish self-rule of the regained cities or territories. This was also the idea that as the Eastern Front approaches Warsaw, which happened in summer 44, the huge military action by Armia Krajowa, by the Home Army, by the Polish resistance, takes place in the largest Polish city, the Polish capital of Warsaw. Polish insurgents were even encouraged to do so informally by the Soviet emissaries, by Soviet agents, promising that the Soviet army would help Polish insurgents to fight against German troops. So the Polish commandment took this decision, aiming that the insurgency, that the insurrection will last, let's say, 10 to 15 days. Despite those promises, the uprising has not been helped by the Soviet Union, which we can assume thought that it is an insurrection aimed militarily against Germany, but politically against the future Soviet rule over Poland, which was assigned to be in the Soviet so-called zone of influence already after the Tehran Peace Conference, but which was not disclosed to the Polish government in exile. What followed was a heroic combat of the Polish insurgents and the martyrdom of the city, which was eventually suppressed by the German troops, which were well equipped, which had their resources behind the front lines and could equip the troops even more. The other fronts of Second World War in Europe at that time included the division of the Italian peninsula. After the Battle of Monte Cassino, the front line reached Rome and surpassed it, went even further to the north. And on the Adriatic coast, Ancona was already liberated at that time. On the Western Front, there was already almost 2 months after the D-Day and the Normandy landing by the UK and US troops. One needs to remember that on the 20th of July there was an assassination attempt on Hitler in Wolfschanze in Mazury. So this was a climate of really high fever among the Polish insurgents that were waiting for the signal to start the uprising. It happened on the 1st of August. Soviet army was supposed to arrive to the Vistula river banks in Warsaw in mid-August. It did so, but it stopped there and waited until January 45 to cross the river. By that time, uprising was suppressed by the Germans. The people who were not massacred during the uprising were expelled from the city, and Warsaw was systematically destroyed. The memory of the uprising has been divided ever since between a heroic act of combat and some more critical point of view on what happened with the city, with its inhabitants as a result. At the same time, Soviet propaganda was trying to persuade Poles and everyone else
that the idea of the Warsaw Uprising was a criminal one from the very beginning, and that the Home Army, the Armia Krajowa insurgents, were nothing more but bandits and fighters against communism who were fighting hand in hand with the Nazi Germans, which was obviously a lie. Even if some part of Polish public opinion was having doubts about what the uprising led to, and if this decision could have been made otherwise, and the history could have turned another way, they kept silent, not to sound similarly to the propaganda of the Soviet state and of the Polish communist rule at that time. The discussion now is ongoing, and of course the exhibition presented here tells the heroic story of the insurgents and of the civilian population of the city, but refers also to the suffering of inhabitants of Warsaw and on the exodus of those who survived. It tackles also the subject of the uprising that took place in Warsaw a year before. In 1943, it was the uprising of the Warsaw Ghetto, which is maybe better known in the Western historiography, because it has those. It was the combat of the Jewish insurgents of the Warsaw Ghetto against the German occupants. Some of those insurgents of 1943 survived, then were hidden by Poles on the so-called Aryan side of the city and joined the Warsaw Uprising in the following year. Some of them survived also the second uprising, and together with those who were not expelled from the city, were decided to try their chance to stay within the ruins of the city, so-called Warsaw Robinsons. One of them was the famous pianist and composer Władysław Szpilman, whose story is also told on this outdoor exhibition here. They also brought the attention of the impact that the memory of the Warsaw Uprising had for future generations. Because having suffered such an enormous bloodshed, Poles ever since have been, in my opinion, more cold-blooded, and in opposition to Budapest 56 and Prague 68, they somehow managed to go through the Cold War without further bloodshed and led with the peaceful solidarity movement towards the victory of democracy, to change of the socio-political system in 1989 in a peaceful way. So if there is a heritage of the Warsaw Uprising, I would say that it is the one of Polish solidarity movement and Polish involvement in the peaceful end of the Cold War. Thank you very much for your attention. I'm very happy that we are about to learn more about the Slovenian in Warsaw during World War II, his involvement in assistance to the Jewish population, his death during the Warsaw Uprising that I was talking about. And I encourage you to take your time and learn more
visiting the outdoor exhibition, which was supposed to last until the 2nd of October, the 80th anniversary of the end of the Warsaw Uprising, but I was assured that it will be prolonged and it will be visitable until the end of this year. Thank you, Mr. Director. Thank you for your attention. Hvala, ekscelenca. Thank you, excellency. Lep pozdrav tudi veleposlaniku Albanije pri nas. Welcome in Park of Military History, Your Excellency. Sledi pa ogled filma, ki so ga pred kratkim pripravili v sinagogi v Mariboru, v Centru judovske kulture in kulturne dediščine. In sledi ogled 16-minutnega filma o našem rojaku Francu Punčuhu. Čestitke za ta film. Res smo dobili, verjetno večina od nas prvič v pogled v življenje, delo Franceta Punčuha. Zdaj bi pa povabil direktorja sinagoge Maribor, gospoda Borisa Hajdinjaka, da nam še na kratkem predavanju predstavi njegovo zgodbo. Ja, hvala za povabilo. Zdaj, kar se tiče predavanja, to niti ni mišljeno kot pravo predavanje, zaradi tega, ker je bilo vse osnovne stvari so bile že tako povedane v filmu, ki je pripravil moj sodelavec Domen Kodrič, ki se pa zdaj skriva tu, tako da aplavzi grejo njemu. Vseeno bi pa treba bilo povedati, da je to pravzaprav produkt enega daljšega procesa, ki se je začel že pred več kot 10 leti. Teda, ker seveda ni možno vsega filma bilo pojasniti, razložiti in morda nekateri, bi rekli, malo bolj insiderske informacije, predvsem pa zato, da se pač poudari, kdo je vse pri tem sodeloval, mi dovolite, da pač še nekaj stvari razširim. Zdaj pa sicer, kar se tiče našega imena Sinagoga Maribor, zdaj vsaj verjetno večina, če se Slovenije veste, da je pač Maribor srednjeveška sinagoga in naša ustanova, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor ali na kratko Sinagoga Maribor, je bila ustanovljena pred več kot 20 leti, predvsem zaradi srednjeveške zgodovine judovske mariborske, ker je to srednjeveška sinagoga. Izkazalo se je skozi vsa ta leta, da se pač nišče sistematično ne ukvarja s holokaustom v tej državi in potem je seveda hočeš nočeš to pripadlo nam. Zdaj seveda zgodba pravičnikov, ki ni direktno judovska zgodba, ampak je torej vedno ne judovska zgodba nekoga, ki judom pomagal, je pa seveda po defaultu spet zraven prišla. Tako da to zdaj nekak ni skrivnost, zakaj se pač s tem mi ukvarjamo. Zdaj, moje ukvarjanje s tem je zdaj že kar dolgo časa, 15 let bom počasi, no in večino stvari, ki smo tukaj danes videli, slišali, je nastalo že leta 2013. Takrat sem jaz s pomočjo tukaj nekaterih navedenih ustanov, predvsem moram izpostaviti ZRC SAZU, šel na pač daljšo arhivsko, študijsko potovanje po Poljski. Takrat sem bil prvič v arhivu, ne muzeju, samo arhivu v Auschwitzu. To je spet ena zgodba za kakšno drugo priložnost. Bil sem v Lublinu, ne slučajno, verjetno vsaj nekateri ste slišali za Odila Globočnika, on je bil vodja SS in policije od 1939 do 1943 na območju Lublina, kjer so ubili večino poljskih judov v Belzecu, Sobiboru in pa Treblinki. In pa potem se je ta pot končala v Varšavi, kjer je takrat tudi z veliko pomočjo slovenskega veleposlaništva prišel do stikov s poljskimi strokovnjaki, ki so tukaj navedeni, da smo seveda prišli do nekaterih originalnega gradiva, do podatkov, ki jih prej nismo imeli v Sloveniji. Zdaj, sama zadeva je bila seveda tudi povezana s tem, da je seveda na njegovo ime, namreč Franceta Punčuha, opozorila pa sicer, navedena je tukaj gospa Štanja Revizorova, ona je zdaj stara 90 let, je preživela holokausta, je slovenska judinja, je pa bila vedno v Yad Vašemu po defaultu, ker je pač edina bila za območje Jugoslavije, za jugoslovanska vprašanja. In France Punčuh je, ko je leta 2004 dobil naziv pravičnika med narodi, bil uvrščen med srbske pravičnike. To pa zaradi tega, ker so ga smatrali kot jugoslovanska diplomata, kar je bil, seveda pač tako so vse olimpijske medalje in vsi nazivi, pač jugoslovanski naenkrat postali srbski, on naenkrat postal potem srbski diplomat.
In seveda srečna okoliščina je bila to, da pač je nekdo pogledal ta spisek in seveda je pač videl napisano celo niti Franc, ne, ampak Franjo, kar je sicer bila pogosta oblika imena Franc med drugo svetovno vojno, ampak slovensko seveda to ni čisto, ker je bolj hrvaško. Ampak seveda je tako padlo v oči, kaki Srb je telak nekdo, ki ima ime Franjo, ne, seveda mora biti Srb. No in skazali se, da seveda ni Hrvat, kot bi možno da je Slovenec. Ne. In potem je seveda tudi zaradi tega raziskovalnega dela in tako naprej prišlo do tega, da je formalno zdaj prenešen na spisek slovenskih pravičnikov in je eden izmed 16, edini, ki je deloval na območju Poljske, ni pa edini, ki je deloval iz območja Slovenije. Od 16 sedanjih trenutnih slovenskih pravičnikov jih je 6 delovalo na območju današnje Slovenije, 5 v Prekmurju, en v Mariboru, ostalih 10 je bilo pa tako drugače v tujini. No, en izmed teh 10 slovenskih zamejskih tujinskih, če hočete, pravičnikov, to je France Punčoh. Na osnovi tega je sicer nastala leta 2016 tudi moj prispevek v knjigi o slovenskih pravičnikov, torej sem zelo vesel, ko sem slišal, da občina Rogatec razmišlja o morda celo kakšni knjigi, pa vsaj brošuri, ker tam je seveda to samo en članek. Res je pa, da ta publikacija leta 2016 je že zdavnaj pošla, brez težave najdete na spletnih straneh ZRC SAZU in to v slovenski in angleški inačici. Pa se pripravlja druga zdaj, ampak tam je seveda France Punčoh samo eden izmed teh, ne, in dokolikor boste v Logatcu karkoli želeli naprej, tem se z veseljem vašemu trudu pridružimo. Tudi zaradi tega, ker pravim, v tistej knjigi, kjer je seveda vsega tega več, ne, seveda ni možno vsega bilo povedati. Ne. Tudi bi tako dodal tukaj, da ste videli, da seveda pač prvo verzijo dokumentarnega filma, ki je sicer nastal kar nekaj časa, namreč sodelavca Domen in Marjetka, ki sta edina moja 2 sodelavca, tako da nikoli ne imeti preveč velikih občutkov pri sinagogi Maribor o tem, kaj direktor pomeni, ne, ker smo torej točno 3. Sta bila do začetku leta 2023 zaradi nekega drugega projekta v Varšavi in smo takrat izkoristili priložnost, da so ti posnetki nastali. Če ste bili pozorni, ste videli, da je pač neko zimsko ozadje, ne, bilo je januar, ni bilo pa snega. No in zdaj tukaj je bilo seveda pač v slovenščini, ne, tudi tisto, kar je zgodovinarka iz Varšave pomagala, potem tudi njeno pričevanje je bilo sicer prevedeno s pomočjo poljskega veleposlaništva oziroma gospe Bogomile v slovenščino, ampak iskrena želja je, da potem, ko bomo pripravili sami tudi angleško inačico z angleškimi podnapisi, ne, da seveda sledi tudi s pomočjo poljskega veleposlaništva, upam, ne, tudi inačica s poljskimi podnapisi in potem bo to seveda pač nekaj, kar bo dostopno vsemu, ki bo še želeli in podobno. Last but not least, moram izpostaviti Tanjo Punčoh. Tanja Punčoh je vnukinja Franceta Punčoha, torej on je imel edino enega sina Andreja, ta je vojno, ko smo šli, preživel. No in ravno zaradi tega pač takrat velikega interesa zunanjega ministrstva, namreč leta 2014 je bil France Punčoh diplomat leta slovenskega ministrstva za zunanje zadeve, smo potem prišli do še nekaterih sorodnikov Franceta Punčoha, to je družina Winkler, in preko teh Winklerjev smo prišli potem do te vnukinje Tanje Punčoh, ki je takrat sicer živela v Firencah, ne samo domače v Londonu. Ne. Jaz sem medtem malo stik z njo izgubil, ker sem takrat spoznal, no, ampak potem sem malo stik izgubil, ker je šla v Afriko živeti. Je ustanoviteljica humanitarne organizacije Padding Africa, no in deluje vse zadnja leta na območju Mozambika, Zimbabveja in Zambije. Tam internet bolj tak dela. No in zaradi tega tudi ni stikov bilo. Sem pa zdaj danes šel sem po Googlu, ne, in sem videl, da se je vrnila iz Afrike in da je zdaj v Londonu spet. Torej tudi to je neprecenljivo. Ona je pač pravzaprav, če ni prav to zgodbo ni poznala, je bila pa lastnica dokumentov oziroma nekaterih fotografij in pa podatkov, ki jih seveda prej nismo imeli. Zdaj, samo to predstavitev konkretno, ne, je podobno sestavljena kot je film. Mogoče samo izpostavim recimo ta mariborski del zgodbe, tudi zaradi tega, ker je ta ustanova pač vseeno tudi precej povezana z današnjo ustanovo. Namreč v tej ustanovi je Muzej slovenske vojaške zgodovine, ki pa seveda nima tovrstnih razstavnih prostorov, kot so tukaj, in vem, da je zelo plodno in zelo pogosto sodelovanje. In čeprav nismo vedeli takrat, ko smo to snemali, ta detalj, da bomo pri vas to predstavljali, ne, ampak smo tudi tu in tam sodelujemo, zato seveda poenostavljamo izmed redkih državnih ustanov, ki ima sedež v Mariboru.
Punčuh kot rezervni oficir. Potem smo rekli, ta druga faza je njegovo življenje v Varšavi pred drugo svetovno vojno. To je že preomenjena šola, še danes sestavljena del, v bistvu to je najbolj kvalitetna ekonomska fakulteta v Poljskem danes. Zanimiv detalj, diplomska naloga je imela naslov Agrarna reforma na Jugoslaviji. Zdaj pač relativno malo je poznana, da stara Jugoslavija pač je imela celo agrarno reformo, ne? Seveda ta ni bila ista, kot je bila socialistična, ampak dostikrat, ko se o stari Jugoslaviji govori, se tako govori po domači povedano, ne, vse najslabše, ampak ta stara Jugoslavija ni bila tako slaba, kot se ponovno misli, ker tudi njova Jugoslavija ni bila tako dobra, kot se ponovno misli. Ampak ta argument, ne, da je to bila agrarna reforma, on je diplomiral iz tega, ne, kaže to, da pač stvari so malo drugačne. Že je vinjena slika, konkretno medalja, ki jo je dobil torej, po pač nekem času delovanja, še v takratni poljski oblasti, kot že rečeno, poročil se z Judino, ne? In zdaj tehnično, dve stvari so tukaj ključne. Ne? Zdaj ni čisto jasno, kako je on uspel rešiti ženo, ki je bila polna Judina. In po nacističnih zakonih je tudi njegov sin, ki je bil sicer tehnično, zdaj to mešanec, ne? Je bil za polnega Juda. Ampak to zdaj pomeni, ko je on to uspel rešiti, pravi, niso znani detajli, ne? Sigurno je tudi denar kaj pomagal, podkupovanje bi zelo rekel, verjetno, je pa on zdaj seveda pravzaprav to svojo družino s tem delovanjem med zvojnim izpostavil. Ker kazen za pomaganje Judom na Poljskem med drugo svetovno vojno je bila smrt, takoj na mestu cele družine. Torej, to pomeni, da on torej kar to je počel, ne? Mislim, pravzaprav ni samo sebe ogrožal, on je ogrožal svojo družino. Ne? In ko govorimo o žrtvovanju, ko govorimo o tem, kaj je to pomenilo, ne? Mislim, že samo ta moment, če imate pred očmi, ne? Po vseh teh letih, ne? Lahko pač samo kot rečemo, po slovensko rečemo, samo priklonimo. Ne? Zdaj, konkretno Rozbina Glocer je zanimiv detalj, ne, ni bilo kdorkoli. Njegov tast je bil lastnik verige trgovin, ki so prodali radioaparate. Radioaparat pred drugo svetovno vojno, seveda, ker že ni bilo televizije, vsak predstavlja, ampak to pomeni, da pač je bila to rodbina, ki niso bili reveži. Vojno obdobje, to je portret iz začetka vojne, je shranjen v uradnem, zelo dobrem, zelo kvalitetnem digitalnem arhivu Poljske. Če ste kdajkoli iskali Poljski, boste našli izjemno veliko gradiva, ne? Nekaj, kar v Sloveniji sicer se trudimo v tej smeri, ampak še nismo prišli do tega nivoja. No in že preomenjena parada, zmagoslavna na Aleji Jazdovski, ne? To je za vogalom od hiše Bagatela 10. Teda bolj direktno, ne, se Hitler Punčuhu ni mogel približati, oziroma ker so že takrat stanovali, oziroma Punčuh njemu. Že preomenjen tudi zemljevid geta v Varšavi, samo en detalj, poglejte, totalno nelogične meje. To je bilo namenoma začrtano tako, da torej na eni strani torej vizualno, ne, judovski del mesta loči, po drugi strani pa da Judom torej kakšnokoli komunikacijo, ne, ker za vse te čudne meje, ne, ko vidite, to nič ni ravnega, ne, so namenoma bile torej postavljene, da čim bolj onemogočajo življenje. Že prej omenjeno detalj, ne, o tem, da je pač smrtna kazen bila zagrožena za kakršnokoli pač iskanje pomoči Judov preko žice, ne. To je konkreten primer, recimo smrtitve 8 Judov, ne. Zanimiv detalj pa je, da človek, ki je tu podpisan, ni nikoli doživel pravične kazni in je umrl potem seveda naravne smrti v Nemčiji. Še en primer. To je pa v bistvu ukaz o tem, da je, pač da je smrtna kazen za tistega, ki pomaga Judom v getu. Ne. Detalj tukaj je, da je kaj se to naredil? Okay. Detalj, ki je tukaj podpisan, ne, torej Ferdinand von Salmen-Frankeneck je bil Avstrijec. On je začel svojo kariero kot SS Polizeiführer v Varšavi 42-43, odstavili so ga na začetku upora v getu, zato je Štrop prišel, ker je bil Štrop bolj agresiven, ampak on je potem nadaljeval svojo kariero na območju Jugoslavije kot Avstrijec, ne, je seveda imel neko poznavanje in je potem tudi padel v boji s partizani pri Banja Luki. Ampak ta človek je konkretno recimo tukaj podpisan, ne, pod recimo to zadevo. Konkretno je bila izpostavljena bolnica Cista, to je sestrična od Punčuhove žene, ena izmed redkih preživelih, ki je delala v tej bolnici, ne, Sabina Golcer oziroma Gurklind, in ona je recimo zdaj spet ena izmed tistih, ki je najbolj insidersko lahko tudi v njegovem delovanju povedala, ker je ta bolnica bila edina judovska bolnica v času geta, oziroma to je konkretno Punčuh pomagal. Fotografija, ki ste jo zagotovo vsi že videli, ker je najbolj znana fotografija zatirana varšavska geta, detalj. Tale deček nikoli ni bil čisto jasno razložen, tudi vsi ostali, ki so na tej fotografiji, ne, ki sicer zelo jasno niso nikoli videli, je pa beneficiran tale. Njegovo ime je Josef Blöše
On je bil po vojni med tistimi, seveda, storilci vojnih zločinov, ki je uspel svojo identiteto zakriti, je pa živel po drugi svetovni vojni v vzhodni Nemčiji in so ga potem naknadno, tudi zaradi te fotografije, razkrinkali, ga obsodili in usmrtili v vzhodni Nemčiji. To je pač eden izmed redkih, ki je torej še po vseh teh letih potem zasluženo kazen dobil. Če pa recimo ene iz najbolj znanih pričevalcev Varšavskega geta je sicer zelo, zelo pomembni in poljski in nemški pisatelj, literarni kritik Marcel Reich-Ranicki. Če povzamem ta recimo njegovo znamenito izjavo, on je rekel, da je, če si bil torej kot Jud v medvojni Varšavi, si moral 3 pogoje izpolnjevati, če si hotel preživeti, pa vsaj 2 izmed teh. Prvi je bil to, da nisi izgledal kot Jud, oziroma se nisi obnašal kot Jud. Druga je to, da si imel seveda dovolj denarja, da si lahko plačeval ne samo to, da si ti živel, ampak da si plačeval, kar je žalostno resnično, ampak tudi izseljevalce. In pa tretje je, da si mora absolutno imeti nekoga na poljski strani, ki ti je pomagal. In je rekel, če si izpolnil te 3 pogoje, si imel pač neko verjetnost. In še enkrat poudarjam, 28.000 Judov se je med drugo svetovno vojno skrivalo v Varšavi, izven Varšavskega geta. V Varšavskem getu je bilo 450.000, to je relativno majhno, ampak 28.000 je ogromna številka in od teh 28.000 jih je na koncu vseeno 11.500 preživelo. Eden izmed teh je torej Marcel Reich-Ranicki. No in zdaj, če gledamo, kje je Punčuhova vloga. Punčuhova vloga je bila torej to, imel je finančna sredstva, s katerimi je lahko plačeval in je bil torej poljski, na poljski strani prijatelj. Torej on je sam po sebi že izpolnjeval 2 pogoja in zato je torej vsaj 20 ljudi po spiskih, ki jih imamo, torej vojno preživelo zaradi njegove pomoči. Ampak spisek ni dokončen, tudi relativno pozno, ko je ta proces sprožen, je bilo to, jaz pravim, sem uspel identificirati vsaj 20 imen, ampak verjetno je številka še večja. Zdaj, ko govorimo sicer o teh konkretnih primerih, to je primer Poljakine Genovefe Olčak. Ona je bila Poljakina, ki je bila zaposlena v Punčuhovem podjetju. On je jo zaposlil zato, da je imela ona sredstva, da je imela česa živeti in da je imela možnost živeti v Varšavi. Ona sama pa je osebno rešila torej ta 2 otroka. Oba sta bila sirote, torej družina, vsi, mama, oče, ostali bratje so bili ubiti, on 2 sta preživela, kar pomeni, da je seveda posredno pravzaprav ta 2 rešila. Ta konkretno Bianka, saj na zadnje, ko sem še gledal, tudi včeraj, ko sem gledal, nisem našel, da bi še umrla, verjetno je živa še, ampak zaenkrat še nisem našel stika, živi pa v Kanadi, je pa bila tudi vsaj nekaj dni v tistem dvojnem prostoru, ki je bil omenjen v ulici Bagatela 10. To je ta stavba, impozantna stavba. Verjetno ste slišali podatek, da je 85% stavb v Varšavi bilo uničenih, torej to je ena izmed 15%, ki je ostala, zelo pomembna. Ni pa to slučajno, namreč ta ulica Bagatela je ni čisto center, kot bi rekli po naši slovenski logiki, ampak to je zelo pomembno. Zraven neposredni bližini je urad premijera, na drugi strani pa slišim, med vojno je bil sedež Gestapa. Mislim, to je pač neka zelo pomembna cona in tudi zaradi tega, ker je to območje v začetku varšavskega upora bilo pod nemško oblastjo, sklepamo, da potem tudi pač ni bilo uničeno sistematično, kot je bilo seveda večina ostale Varšave. To je zdaj zanimiv posnetek iz julija 1944, tik pred Varšavsko stajo. Glavni orientir nam je torej ta trg Ljubljanske unije, ki je sicer eden izmed glavnih orientacijskih točk v Varšavi, to je ta aleja Šuha. No in tu konkretno je bil sedež Gestapa, to pa je stanovanje od Punčuha, Bagatela 10. Opozoril pa še na tale prazen prostor, ki je še vedno park, tukaj je spomenik. Namreč ravno zaradi bližine Gestapa so v prvih dneh Varšavske vstaje, torej neposredni bližini stanovanja, torej Punčuha in njegove družine, ubili najmanj 5000 ljudi. Nekateri so bili sicer uporniki prizadeti, ampak večinoma je šlo civilno prebivalstvo stavb okoli, ki so jih praznili, dobesedno. Torej 5000 samo na tej točki. No in že to po tej logiki vam pove, kako izjemno srečo so morali imeti, da so se pravočasno umaknili, ker verjetno, če bi ostali potem nadaljnjih dneh, bi končali skupaj z temi 5000, ki so bili na tem parku, še vedno, kjer je spomenik, seveda danes tudi zaradi tega, ubiti. Primer dokumenta pričevanja ena izmed Judin, ki je bila rešena, kjer izrecno omenja, naprej Frančišek, polsko, Punčuh, ali pa recimo to je celo originalni dokument med vojni, ker se izrecno njegovo ime, kar je sicer proti vsem pravilom tajnosti, ampak recimo take stvari in podobne nam govorijo, da to je res ena izjemna zgodba, da torej pravim moja ocena, da gre za najmanj 20 ljudi z imeni in priimki, ki so bili rešeni, je pač zaenkrat samo še stanje raziskav.
Upor 1. avgusta 1944, jaz ko sem leta 2013 v Varšavi, je bilo ravno takratna obletnica. No, in tako moram povedati čist prve roke, ne samo kot zgodovinar in kot dolgoletni občudovalec poljske zgodovine, ne, sem bil izjemno pozitivno presenečen, ker sem bil na začetku avgusta 2013, koliko prireditev, koliko uličnih razstav je bilo, kakšen odnos je bil domačega varšavskega prebivalstva do tega. In tudi sicer letošnja obletnica, ne, je zelo neopazno šla v slovenskih medijih, kar je pač trenutno stanje slovenskih medijev, ampak zdi se mi, da je ta priložnost, ki imamo danes, pač mogoče vse to malo popravila. Zelo tipična fotografija, ne, torej uporniki več kot 4 leta so čakali na to, zelo slabo oboroženi, ne, običajno tudi potem seveda se pozabi sicer reči, da je prihajala pomoč iz zahodnega zaveznika, ampak to je bilo seveda glede na daljavo, ki je bilo do metletal in za potrebe, ki so bile pravzaprav zelo minimalne. Teda v veliki meri so ti uporniki dobesedno iztrgali orožje iz rok okupatorjev. No in pa ta mogoče ikonična fotografija, tudi zaradi tega, ker je naredil zelo znani fotograf Sylvester Brown Kris, on je sicer najbolj pomembni fotografski pričevalec upora v Varšavi, ujel pa je na fotografijo trenutek zadetka 600 mm možnarja. Zdaj, če malo poznate artilerijo, veste, da 600 mm, no in to so Nemci dejansko med drugo svetovno vojno imeli, rekla se je Karl Gret in s tem tudi med drugim so obstreljevali Varšavo. No in zaradi tega, ker je ta posnetek tako ikoničen, ne, z tega pač verjetno že videli, tudi na sami razstavi je konkretno, ne, ampak kar je detajl, je to, da ta posnetek nastal samo 12 dni pred smrtjo Punčuha, približno 200 metrov tam, kjer je Punčuh umrl. Oziroma, tako je to izgledalo, ne. Oziroma, torej dejansko, ko te številne človeške žrtve varšavske strani, na civilni strani slišite, vam postane jasno, ko vidite to fotografijo. Ja, to je ta lokacija danes, ne. To je konkretno dokument o tem, ko so prekopali truplo, ga pripeljali v Logatec, ne. In pa to, kar je bilo že omenjeno, leta 1944, ne, najprej srbski pravičnik, potem šele slovenski pravičnik. To je konkretno takratni zunanji minister Francije Erjavec, ko je bil torej dan diplomacije, je bil torej Francej Punčuh izpostavljen, ne, pač kot diplomat jugoslovanski, že je omenjena plošča v Logatcu leta 2014 in pa tudi že omenjena plošča v Varšavi leta 2021. Upam, da smo zdaj še malo poglobili, koliko pa je kakšno vprašanje, želja, interes po nadaljnjem morda vedenju, informacijah, sem seveda z veseljem na voljo. Hvala. Hvala, gospod Hajdinjak, za to res energično, hitro predstavitev izjemno zanimive življenjske poti. Res mogoče kakšno vprašanje, no? Gospod Hajdinjak je daleč največji poznavalec življenja dela Franceta Punčuha, nekako na novo ga je odkril v slovenskem prostoru, tako da imamo priliko mogoče kaj vprašati, če začnem kar jaz. Žena in sin preživita, ne? Kako, ko Nemci praznijo Varšavo, gresta v taborišče, prek taborišča ali na kak način? Zgodba je kar komplicirana, ne? Torej, ni bilo čisto pravilno, ne? Namreč Varšava je bila, kljub temu, da je bil geto že uničen, kljub temu, da je tretjina prebivalstva Judov že manjkala, ne? Še vedno veliko mesto. Tako da recimo konkretno številka ljudi, ki so bili torej na takšen drugačen način potem avgusta, septembra in oktobra 1944 priljani iz Varšave, je še vedno pol milijona, ne, kar je ogromno, ne. Jaz sicer, ko sem omenil resnice spotoma, ne, pač vrsto let ukvarjam z Auschwitzom, ki je seveda največje taborišče v evropskih razmerah, ne. Seveda najbolj številne žrtve Auschwitza, takoj za Judi so Poljaki. No in zelo veliki transporti so bili ravno po teh prvih dneh vstaje, ne, ljudi iz Varšave, ki so bili kar v Auschwitz, vedeno del taborišča, to ni isto kot judovskega taborišča, ampak že to vam govori, da je pač vse v prvi fazi bilo neki namen, da pač te ljudi so ga spet kot suženjsko delovno silo čim boljše izkoristijo. Ampak potem, ko je se to, ne, take ogromne množice, niti Auschwitz ni bil sposoben požreti, ne, je potem bilo pa seveda, da so nastala neka prehodna taborišča, ne. In kar je zelo pomembno, torej Punčukova žena bila Judinja, zdaj v dokumenti, govorimo, kaj je pisala, ne,
Ampak v vsakem primeru, recimo stara njena družina, njen oče, njena mama, ki so vsi Jude, ki so se krivali pomočjo punčka, oni so v teh 20-ih, so po isti poti. Torej niso bili poslani v Auschwitz, niti ni imena tako taborišče, pa neko prehodno taborišče, ker tudi potem že zelo pozna faza vojne, oktober, november, december, 1944, januarja 1945, pa tako ne velika sovjetska ofenziva, ki je večino teh potem osvobodila, nekateri so bili poslani delovna taborišča naprej, je bilo pač verjetnost, da se to preživi večja, kot bi moče v drugih situacijah. To ne pomeni, da ni bilo mrtvih. Predvsem te, ko so bili Auschwitz poslani, recimo konkretno, je bilo potem spet ne plinskih celic, ker poljski transporter niso način selekcionirali, kot so judovske transporte, pa kjer pač Auschwitz je bil Auschwitz, tam so ljudje umirali tudi brez plinskih celic. Je bilo zelo veliko mrtvih. Zato sploh ni bilo preprosto. Moram si imeti kar neko srečo, verjetno tudi kako znanje, da si to preživel. Moje vedenje na tem je takšno. Imam pa primere, recimo, tudi z te družine Locer, to so sorodniki požarne strani, ki pa niso preživeli, recimo, ali so isto kot punčev padli, bili ubiti v Varšavski stari, pa so potem umrli v katerem izmed taborišč. Večina od teh pol milijonov, ki je bila evakuirana, je preživela. Slišali pa smo, Vladislav Spliman je samo najbolj znani primer, da ti robi zoni, še celo to je bilo možno, da so potem preživeli, recimo, kar je seveda izjemna sreča. Pri Špilmanu sicer, če poznate film, ki je absolutno, če niste gledali, ga to priporočam v ogled, je tudi poudarjeno, da on tam srečo nemško oficira, ki ga na koncu ni izdal in ga na ta način rešil. Bi pa samo še en moment dodal, kar sem se mislil prej povedati, ampak ker smo se spet v filmu govorili, spomnil sem se še enega čudovitega, izjemnega filmskega dela, o Varšavi, drugo svetovno vojno, oziroma Varšavskem getu, to je po mojem skromnem mnenju najboljši poljski režiser Andrzej Wajda, je pred leti že posnel čudovit, pa seveda pretresljiv film o Korčaku. Korčak je bil judovski pomembni zdravnik, psiholog, imel je pač sirotišnico, njegova zgodba je izjemna, film je seveda izjemen in spet se bi to pogledati. Pričem seveda ni nepomembno, Roman Polanski, ki je režiser filma Pianist, je preživeli holokausta, on je poljski jud, dva njegova starša sta umrla med drugo svetovno vojno, Andrzej Wajda je pa sin poljskega oficira, ki je bil v Katinskem pokolu, zato tudi potem seveda nekatera dela njegova filmska so na to temo. Ampak odgovor, torej, če bi to bilo leta 1943 kontrola drugačna, razsulo že malo, ta množica teh ljudi je omogočala, da se potem dalo preživeti. Hvala lepa. Če je mogoče še kakšno vprašanje? Če ne, bi se vam iskreno zahvalil tako poljskemu veleposlaništvu kot direktorju sinagogi, cehi kot ustanovi in vsem vam, ki ste prišli. Lepo povabljeni, zgodov vikend nadaljuje tudi jutri, pa tudi danes ste povabljeni še mogoče, da po drugih razstavah parka si ogledate. Tukaj v sosednji sobi pa mislim, da je napravljen tudi kozarec vina za nas zdrav, in se malo okrepčati. Hvala lepa. Hvala lepa tudi župan, da ste prišli in bili z nami. Smo veseli, da smo lahko skupaj nekako oživili to zgodbo.